24. Naraščanje gladine morja bo utegnilo ogroziti azijsko državo z glavnim mestom Dhaka. Katero državo imamo v mislih? Država z glavnim mestom Dhaka. Tajska. Čas je potekal, žal, odgovor ni pravilen. Pravilen je Bangladeš. Ampak, dobro, vsakemu kdaj spodleti. Bangladeš je bil pravilen odgovor. To je država z glavnim mestom Dhaka, ki jo lahko ogrozi naraščanje gladine morja. Ajdovci. 10. Vprašanje številka 10. Dva od krajinskih parkov v Sloveniji ležita v Beli krajini in se imenujeta po rekah. Navedite vsaj enega. Reka v Beli krajini. Krka, Kopa, Kolpa. Kolpa je pravilen odgovor. Krajinski park Kolpa. Vse so znotraj 10 sekund povedali. Niso, preveč cajte so razmišljali. Niso. Ne, vsako privoščljivost grdo bomo izključili takoj. Prav, smo prijatelji vsi, se zmenimo tako. To ni tekma za ne vem kaj. To je eko-kviz. Pod ekologijo spadajo tudi lepi odnosi. To vam jaz polagam, brez vsakega teksta v scenariju in to. Prihodnost ekologije so lepi odnosi med ljudmi. Komisija odloča in komisija pri vseh enako šteje prvo, kar je izgovorjeno za odgovor. Torej je bil odgovor nepravilen, Ajdovci pa še vedno vodijo. Dajmo en aplavz. Spodbujajte pa drug druge, ne sam svoje. Prav? Gremo dalje. Prekmurci. 17. Vprašanje številka 17. V prihodnosti bo kot pogonsko gorivo zanimiv tudi najlažji kemični element. To je? Najlažji kemični element. Vodik. Pravilen odgovor za Prekmurce, ki se nevarno bližajo. Eko-asi, bravo. Ljubljana, kaj boste zbrali? 1. Vprašanje številka 1. Glede na stopnjo ogroženosti ločimo prizadete, ranljive in redke vrste. V katero skupino spada rjavi medved? Prizadete živalske vrste. Pravilen odgovor. Bravo, Andrej. Ajdovci. 11. Vprašanje številka 11. Vprašanje številka 11 se glasi: katera je glavna značilnost biogoriv druge generacije? Iz česa so? Da so iz poljščin, ki niso jim namenjene prehranjevanju. Pravilen odgovor. Tesno gre, tesno. Še vedno 1 točka razlike med vodilnima, tako kot na začetku finala. Gremo naprej, Prekmurci. 21. 21. Vprašanje številka 21 se glasi: v Sloveniji imamo 3 regijske parke. Imenujte tistega, ki se razprostira ob reki Sotli. Kozjanski regijski park. Pravilen odgovor. Dobro ste se približali. 7, 8, 9. Bravo. Kot na začetku finala. 1, 2, 3. Smo še vedno. Ljubljana.
Andrej? 23. 23 si se odločil. 23. Vprašanje. Veliko koristnih informacij o naravi dobimo v muzeju v Bistri. Kako natančno se imenuje ta muzej? Bistrški muzej. Odgovor žal ni pravilen. Tehniški muzej Slovenije. Tehniški muzej Slovenije je ime odgovor, ja, pravijo po natančnem imenu, nepravilen odgovor. Gremo Ajdovci. 4. Vprašanje številka 4. Kateri sta prvi dve družbi, ki sta v Sloveniji kot sodobni ekološki način poslovanja uvedli e-račun? Telekom Slovenije in Mobitel. Bravo, pravilen odgovor v popolnosti. Zelo dobro, partnerji projekta Ekoizziv so veseli tega odgovora in nagrad ne bojo odnesli domov, ampak jih boste prejeli na koncu. Gremo naprej, 11:87 je trenutni rezultat. 20. 20. Vprašanje številka 20 se glasi. Zaradi višjih temperatur lažje preživi komar mrzličar. Katera je najbolj značilna nalezljiva bolezen, ki jo prenaša samica omenjenega komarja? Malarijo. Pravilen odgovor. Malarija ali močvirska mrzlica ali mrzlica. Vse v redu? Komisija štima. Dajmo, Andrej. 12. 12. Da vidimo, kaj se skriva pod 12. Januarja 2010 so uradno razglasili leto biotske raznovrstnosti. To se je zgodilo v Prirodoslovnem muzeju v Nemčiji. V katerem mestu? Berlin. Pravilen odgovor. Andrej, je bilo malo sreče ali čisto znanje? Ne, to je itak, ampak drugače. Malo sreče, dobro. To je pri kvizih nujno. Dajmo. 14. Vprašanje številka 14 za Ajdovce.